V prostorih tovarne Podjemov v Mariboru si je premier Janez Janša včeraj ogledal kratke predstavitve 6 mariborskih start-up podjetij. Naš produkt je avtoplinski sistem. Že leta 2005 smo razvili drugačen princip vodenja avtoplinskega sistema, to je vodenje avtoplina v realnem času, kar predstavlja, bom rekel, kar velik preskok na področju uporabe avtoplina, bistveno bolj priložnostna, bolj preprosta uporaba za posameznika, na kar smo tudi prišli na mednarodne trge, tako da že prodajamo tudi v Angliji, potem bivših državah Jugoslavije, Grčiji, Turčiji, Rusiji, Ukrajini. Ta stvar je nadgradnja neke vrste prejšnjega sistema, se pravi detektorja mrtvega kota za nepregledne cestne odseke, ampak sedaj je pač mišljeno za, se pravi, zavarovanje teh nepreglednih in nevarnih, nezavarovanih železniških prehodov. Se pravi, sama naprava bo opozarjala udeležence na prihod vlaka. Mi se ukvarjamo predvsem z storitvami, z rešitvami za muzeje in galerije. Tukaj za mano je nekaj od naših programov, ki smo jih razvili v zadnjih letih. Eden od teh je dokumentacijski sistem GALIS za vodenje muzejske dokumentacije, ki ga uporablja okrog 50 muzejev in galerij v Sloveniji. Potem je ena izmed naših rešitev tudi portal museums.si, kjer lahko muzeji objavljajo svoje predmete, zbirke, razstave, dogodke, pač vse, kar se v muzejih dogaja. Potem imamo tudi kar nekaj mobilnih aplikacij za pametne telefone, za tablične računalnike, kjer pa spet je potem omogočen pregled teh podatkov na malenkost drugačen način. Tukaj na moji desni je miza Microsoft Surface, ukvarjamo se z razvojem programske opreme in razvoj za to mizo, za Surface je ena izmed stvari, ki jih počnemo v semantiki. Prihajam iz podjetja Innovate, ki je začela v teh prostorih, zdaj pa je že šla se celila, ker je zarasla in ima cirka 20 zaposlenih. Vsako leto zaposlimo okrog 2 zaposlena v povprečju. Ukvarjamo se z aplikacijami na različnih mobilnih platformah in delamo izključno za tuje partnerje, predvsem za zahodne partnerje. Tukaj lahko omenim na primer CNN, AP, Foursquare, Nokia. Ponujamo storitve, razvoj mobilnih aplikacij, razvoj uporabniških vmesnikov in pa tudi testiranje teh aplikacij. To je, kot sem rekel, stranski produkt ene podobne naprave, ki bo pa namenjena izdelavi medicinskih vsadkov. Ta zadeva je še v razvoju, razvoj še teče. Ta stranski produkt, kot ste ga imenovali, je pa že na voljo, in sicer gre za eno kit izvedbo, se pravi izvedbo, ki jo človek, ki to kupi, sam sestavi. 3D tiskalnika, s katerim lahko naredimo različne konceptne modele, izdelke, ki so predtem pač obstajali samo v računalniški obliki, jih lahko s tem sprintamo. Glavne prednosti tega sistema? Lepše delovanje motorja, se pravi dejansko delovanje motorja je enako kot z vožnjo na benzinu, z avtoplinom seveda prihranek tudi do 50%, odvisno od države. Pri nas je nekje prihranek v Sloveniji, tam nekje 40% se ceneje vozimo. In predvsem to, da stranka praktično lahko pozabi, da ima avtoplin, ampak se normalno vozi z enako uporabnostjo avtomobila kot na benzinu. Kakšni so kadri, ki jih zaposlujete, informatiki? Računalničarji, kdorkoli, ki je dovolj dober za nas. Načrti za širitev v tujino? Ja, seveda. Rad bi pač prvo na našem trgu, bom rekel, posejal zadeve, tako da se pač lahko nekdo iz tujine tudi pogleda, kaj smo razvili v Sloveniji, in jaz mislim, da drugo leto bo definitivno stvar že tudi v tujini postavljena.